pa, dame in gospodje, ob koncu naše vdaje je pa seveda še ena zelo pomembna gostja, za katero sem jaz zelo vesel, da je prišla, ker gre za eno mojo dobro prijateljico, ki dejansko do zdaj, če smo iskreni, ni imela kaj početi v moji vdaji, ker bi jaz njo preveč spraševal nekih intimnih stvari, kar njej ne paše, razumeš, ne? Zdaj je pa ona izdala erotični roman, katerega naslov sem jaz spet pozabil, ne? Kaj se ga globoko? Usodna modrina. Torej, Usodna modrina part 1. Torej, dame in gospodje, Maja Horvat je z nami, pisateljica, novinarka, avtorica in še marsikaj drugega. Mislim, da predvsem Celjani jo dobro poznate tudi po kakšnih, bom rekel, potopisnih predavanjih, raznih umetniških večerih, skratka, punca je zelo nadarjena in vsestranska. Zdaj pa ona vstopila v te moje vode, ne, torej erotične vode. In Maja Horvat, dobrodošla v Gartnerjev bordel in zdravo, kako si, ne? Zdravo, hvala za vabilo. Glej, lepa si kot vedno, kot sem te spomnil se, pred leti, zdaj, lani, predlani, ko se pač videvama, nisi se postarala niti za sekundo, ne? Me veseli. Ja, Maja, moje prvo vprašanje, ne? Pa ne mi zdaj zameriti, ne? Ampak ti meni nisi se zdela kot punca, ki bo zdaj erotične romane šla pisati. Ti si bolj zdaj potopisne zadeve, bolj, tako rekel, stvari, ki nimajo toliko veze s seksa. Sem jaz tebe narobe poznal ali precenil, ali mi to razložil, kje je ta vzgib zdaj v tebi? Lej, v bistvu je to ljubezensko erotični roman, ni samo erotični roman. Je pač ljubezenski roman, ki ima tudi take malo bolj žgečkljive dele. Ne, kar konkretno žgečkljive dele imaš ti tam noter, ne? No to, odkot si to idejo dobila, bo zdaj napisala pa nek erotično obarvan roman, no? Pa v bistvu je to prvi roman, ki sem ga jaz napisala. A je na splošno? Kasneje sem jih že več napisala, ampak ta je v bistvu prvi, ki je bil napisan in sem rekla, da tudi tega hočem prvega izdati. Začela sem ga pisati, ne boš verjel, pri 15 letih. Zato je tak vroč, ki si takrat se prebujati začela, ne? A veš? Zaključila pri 23. 7 let si ga pisala? 8, ja. V bistvu s tem, da je zdaj itak čist spremenjen, predelan, zdaj zgodba je ostala ista, liki so ostali isti, itak pa, ko odraščamo, postajamo zrelejši, tudi izražamo se lepše. Pa si pa malo izpilila zadevo, ne? Čakaj, rekaj si, imaš več romanov že preštimanih. Ja. Aha, ampak ta je pa zdaj prvi, ki je uradno izdan bil, ne? Tako, to je prvi roman, ki je bil uradno izdan, konc lanskega leta je prišel. To je zdaj prvi del. To je prvi del. Koliko delov imaš v planu? 2 dela sta. Čakaj, vsaka dobra zgodba mora imeti 3 dele, Maja, to smo se menila že. Boter, Gospodar prstanov in tak naprej, Matrica, to je vse 3 dele. No, v bistvu zgodba tega romana je taka, da je bil ta roman napisan kot ena knjiga. Ampak zaradi tega, ker bi bila preobsežna za tisk, sem se jaz odločila, da jo bom razdelila v 2 dela. Je pa hvaležna knjiga za razdelitev 2 dela, zaradi tega, ker se lahko in prvi in drugi del tudi bereta kot celoti. Kot celoti. Tako, ker v prvem delu, v bistvu, prvi del se večinoma dogaja v Angliji skozi 3 mesece, ko glavna junakinja gre tja na neko jezikovno šolo, ali kako naj rečem. Jezikovno šolo, ja, okej. Drugi del, ki je sicer, tako sem rekla, že napisan, ampak še ni zunaj, se pa odvija do njenega 30. 35. leta, torej. In tako gre v to Anglijo, kaj se tam, mislim, zgodi z njo? Kaj spozna, kakšne ljubimce, ali več njih? Ja, v bistvu Petra je glavna junakinja knjige, je ful sanjarila o eni grofovski družini, se je ful učila o njih, o Warnerjih, to je izmišljena družina. In potem se je pokazala priložnost, zaradi tega, ker je fajn raziskovalno nalogo napisala s svojimi sošolkami, da pa lahko gre v Anglijo, v šolo in to ravno v tisti kraj, kjer je dejansko ta družina Warner. In potem ona tam spozna med drugim sina od grofa, torej mladega grofa, rečemo teko, in se zaljubi, čeprav je njun odnos tako ljubezen, sovraštvo, zelo veliko je čustvenih borb in v njej in v njem. Imaš ti sabo ta roman, Maja? Seveda, da se malo pokažem. Se pravi, Maja Horvat, Usodna modrina, prvi del,
Upam, da se to vidi. Ja, Maja Horvat, Usodna modrina. Aha, to imaš od zadnji napisano. Čakaj. Tako. Neizkušena živahna najstnica Petra se med učenjem o angleški grofovski družini Warner vanje enostavno zaljubi in začne sanjariti, da jih bo nekoč srečala in tako naprej in tako naprej in tako naprej. In ti si meni zdaj, Maja, tu vidim, označila ene dele, ki bi bilo fajn prebrati. Ne? A veš pa, da je ta številka, ne, tale prva, od tukaj pa do tukaj. Ne? Čakaj, da pogledamo, ki sem ti zvezdico naredila. Evo, aha, no recimo, da zdaj preberem en del iz romana Usodna modrina Maje Horvat, da boste vi v bistvu videli, kaj se tu dogaja. Ne? Vse to bi mogla ti brati, ampak dobro, bom jaz, ki se ga da boš že jaz preberem. Ne? Ja. Se pravi, takole, ne? Povlekel me je s stola in me potisnil ob steno. Dvignil me je in že je bil v meni. Jemal si me grobo in strastno, jaz pa sem upila. Najprej zaradi strahu, potem pa zaradi užitka, ki mi ga je nudil. Moj hrbet je bil hladen in malce razbolel od občasnih udarcev ob steno, toda telo je gorelo od naslade. Potem me je vrgel na tisto manjšo posteljo, jaz pa sem se ga uklenila. Za nekaj časa je prekinil dogajanje. Petra, ne, to je to. Aha, so še naprej, moj brat? Ja, mislim, lahko naprej bere, se še naprej dogaja. Ok, dobro. Namreč zelo, bo rekel, doživeto si to, to je avtobiografija. Ne, ni avtobiografija. Ne. Se pravi, ni nujno za dober erotični roman, da dejansko se ti more se avtorici zgoditi vse to, kar piše, ali ne? Ne, sigurno ne. Jaz sicer verjamem, da vsak avtor karkoli napiše, tudi če govorimo o pesmih, o glasbi, o čemerkoli, vtis kar naredi, da delček sebe, to je dejstvo. Ampak ni pa nujno, da je to neka zgodba od... No pa koliko delčka sebe si dala v ta roman? Mogoče ne toliko same zgodbe, ker zgodbo dejansko nisem nikoli doživela, čeprav bila sem v Cornwallu, leta potem nisem spoznala nobenega Jasona. Žal. Tudi fotka, ki je na naslovnici, je v bistvu fotka, ki sem jo jaz posnela v Cornwallu. Ampak zdaj, če si me vprašal, kak delček mene je v tem mogoče, tako sem rekla, začela sem pisati pri 15, končala pri 23, mogoče je ta junakinja Petra v določenih pogledih podobna meni, kakršna sem bila takrat. Aha, da si jo prerasla že v bistvu. Tako. To mi je všeč, ta naprej del, potem spet je bil v meni ves divji in strasten. Budil je tornado užitkov v meni. Stiskal me je za zadnjico in rinil globoko vame. Vedela sem, da to dela namerno, da bi se spomnila vsake besedice iz Suzanjinega pisma. Hotel je, da se poistovetim z njo, hotel me je mučiti. Zdaj sem ti rekla, da je tako sovraštvo, ljubezen. Ok, tule vidim, aha, čakaj, to si mi zdaj... Čakaj, dajmo pogledati, še enkrat mislim, da je na tej strani. Tale, ne, no, nema še tega prebrati, potem pa še nekaj brašam. Ta je dober, ja, pazi. Torej, dame in gospodje, drugi odlomek iz knjige Usodna modrina, prvi del Maje Horvat. To lahko na Facebooku tebe najdejo, pa lahko tudi tam ti napiše, da bi ta roman naročil v trgovini, je že? Ta roman se da dobiti pri meni. Obstaja tudi Facebook stran Maje Horvat avtorica, kjer pač vse, kar jaz ustvarjam, se gor objavlja, tudi kakšne videe snemam. Tudi berem kakšne odlomke iz romana. Poleg tega se pa lahko knjiga dobi tudi v založbi Dobri skupaj. To je založba, v kateri je dejansko knjiga bila izdana, v kateri sodelujemo s prijateljem, delamo tudi različne druge stvari, tudi različne družabne igre avtorske in tako naprej. To pa lahko vidijo na www.dobripomišljajskupaj.si. Tam pač imajo vse podatke. Tako. Če gremo zdaj na drugi odlomek, ne, pazi. Rim je globoko in bolj strastno kot kdajkoli. Jebenti Maja. Lažne besede, to ni notno, to sem jaz rekel, lažne besede pa je utopil s poljubi. Ni mu bilo dovolj, meni pa tudi ne. Vseeno sem tolkla po njem močneje kot prej. Hotela sem ga raztrgati, on pa mi tega tokrat ni dovolil. Za nekaj trenutkov je šel z mene. Potegnil je rjuho z najo in mi z njo privezal roke ob rob postelje, potem pa se je vrnil vame. Najini telesi sta se dvigali in spuščali, kot valovi, ki udarjajo ob stene skal. Odzivala sem se še bolj strastno kot prej. Nisem se hotela več iztrgati, hotela sem ga v sebi. Smejal se je, jaz pa sem kričala od užitkov.
Hotela sem ostati vedno tako. Privezana v posteljo, kar je navidezno zmanjševalo mojo krivdo, medtem ko on počne z mano vse to, kar je počel. Nisem se več prepoznala. Vihar čustev in strasti mi je trgal razum. Ko je dolgo zatem nehal, mi je rekel: si uživala, kaj? Sploh zato, ker je izgledalo kot, da ti nisi nič kriva. Privezal sem te v posteljo in te posilil, kaj ne? No, naj bo tako, če hočeš, čeprav ni res, le da bom še kdaj doživel kaj takega. Jeben ti manj, to si ti kar konkretno tole zastavlja zadevo, ne? To imaš ti v bistvu, kaj bi ta rad? Da zaključimo. Zaključimo, hvala Bogu. Pazi, le, ker Maja tole, ne vem, ne, si predstavljaš ti, če pridemo na konc pogovora, si predstavljaš ti film po tem romanu, mogoče? Mogoče bi bil zanimiv, no. Mogoče bi bil zanimiv. Bi lahko iz tega igral, tega Angleža? Če bi ti dal leče, ker je ful pomembno, da ima modre oči. A mislim, čakaj. Ker je usodna modrina. A ja, to je, njegove oči so to? Tudi. Aha. Oči in morje. Preko morja je prišla pač tja. Oči bi me, če bi dali mi modre leče, pa bi ga lahko igral. Mogoče lahko, lej, ne vem. Maja, jaz se bom od tebe poslovil, potem bom pa prebral še za na konec en odlomek in s tem bo tudi konec oddaje. Kaj bi še rada povedala našim gledalcem hitro v tole kamero ob koncu? Ja, jaz vas vabim, da si ali sposodite knjigo, v nekaterih knjižnicah je že, v Žalcu, Laškem, v Ljubljani. Še boljš pa je, če jo seveda naročite pri meni, ker verjamem, da vam bo zanimiva, je malo drugačna, je posebna. Čeprav je ljubezensko-erotična, je napisana v lepem jeziku, ki ga pač jaz cenim, in tudi do zdaj komentarji so večinoma zelo dobri, so rekli, da jo niso mogli odložiti, tako da mislim, da se splača, da jo preberete tudi vi. Dame in gospodje, to je bila Maja Horvat, avtorica romana Usodna modrina, prvi del, katerega bom jaz zdaj prebral še en delček, ki je pa meni osebno najljubši, ne? In Maja, lej, poslušaj tudi ti zdaj. Pazi, lepo. Videl, čutil je odgovor in njegov jezik je spet začel piti moje sokove. Prevzemati usta in vzburjati moje telo. Raziskoval je notranjost mojih ust, kot da je v njih prvič. Potem se je spustil na vrat in ga ljubkoval tako nežno kot cvet. Kmalu so prišle na vrsto tudi dojke. Nežno jih je stiskal, drnil v bradavički s prsti, dokler nista nabrekli, nato pa se na njih spustil tudi z ustnicami. Z njimi je drsel po njih, jih narahlo oblizoval in grizlal. Jeziček je napredoval po trebuhu, nato pa se spet vrnil na ustnice. Ta krog je krožil še nekaj časa, ko mi je s koleni razširil noge in se potopil v moj sok, najprej z jezikom, potem še z njim. Drehtela sem od užitka, ljubila sva se vso strastjo, sprejemala eden drugega, kot da sta najini telesi že od nekdaj združeni. Nisva se mogla ločiti, nisva hotela, dokler nisva bila popolnoma izčrpana. Maja. Ja. Takle, ko poslušaš to, ko jaz berem, če te ob koncu izzovem še za par sekund, si kar vznemirjena, mislim. Si predstavljala, da bi to jaz pa ti, recimo, uprizorila v tem filmu noter, da bi ti bila ta Petra, jaz pa ta angleški princ, ali kako ne rečem, z modrimi očmi. Lej, ta trenutek, ko si bral, niti ne, ker sem z mislimi povsod drugje. Drugače pa, lej, sej je tako napisan, da človeka ponese. Nikoli ne reci nikoli, ne bi rekel. Tako. Ne. Nič, dame in gospodje, to je bil Gartnerjev bordel, torej knjiga Usodna modrina, prvi del Maje Horvat, lahko torej naročite. Marsikje, najboljš pa je, da poiščete Majo Horvat enostavno na Facebooku, zdaj ste videli, kako izgleda, tisti, ki je ne poznate, da boste prepoznali njeno sliko, če je več Maj Horvat slučajno, ne. Tako da ja, knjiga je super fina, fajn, takole za kakšne večere ali pa poletne večere, zdaj ko bo že itak vroče, da še bolj se grejete dejansko za predigro svojo drago, pa da je preberete odlomek, pa ga potem tudi izvedete v živo. Ne. Tako da nič, imejte se lepo.